Vem, da se eni predstavljate plažo čisto drugače, kot je tale tukaj moja na Krvavcu. Isto bi ziher prišel v kopalkah sem, jaz se pa vseeno raje še malo razgibam prej. Pa skupaj gre fajn s prehladom. Je pa sonce, pa sneg, pa fine proge za dilcat. Ja, letos je bila zima nekaj slaba, najtoplejši januar v zgodovini, odkar merimo temperaturo. Pa so na Krvavcu vseeno uredili večino stez, tako da mi danes res ni dolg čas. Ampak vse veste, pomemben je stil prihoda in lahko bi še z gondolo, ki pa zame ni dovolj posebna. Mora biti avto. In tale Passat Alltrack je kar ta prav. 50 ur stane, bom kar takoj povedal. Ampak mu od res uporabnih stvari manjka samo ena malenkost in to je pametni ključ. Da ga lahko odklenete tudi takrat, ko imate ključ v žepu. Pa daj no. Še dobro, da je zaščitena. Čakaj, zdaj je spet ključ. Ja, različico Alltrack potrebujete, če hočete biti malo ekstremni. Ima dodatne zaščite karoserije, tale še vrhunska barva za dobrih 700 evrov in v primerjavi z običajnim Passatom je Alltrack tudi dobre 3 cm bolj oddaljen od tal in izgleda čist hudo. Smučarji me ves čas ustavljajo, tako da sem komaj dol prišel, ker me skozi sprašujejo, koliko pa stane? 50. Pa gre dober? Ergonomski sedež je prejel certifikat odličnosti za zdrav hrbet in lahko povem, da se na njem res odlično sedi, je pa malo bolj trd. Zelo bogato opremljena notranjost je vedno zanimiva, ampak Passat ima lahko tudi takšne posebne merilnike. Pa ta velik zaslon, ki je prav tako pregledan in uporaben, ima pa isto hibo kot pred časom v Octavii. Ko je avto mrzel, včasih ne zazna prstov, nekaj minut, potem pa spet deluje. Prednosti Alltracka sta najprej večja oddaljenost od tal in 4-kolesni pogon 4Motion. Tole ni terenec, je premalo dvignen in ima predolga previsa, vseeno pa pogon zmore veliko. Sklopka Haldex navor po potrebi prenaša še nazaj, deluje pa hitro, da praznega vrtenja sprednjih koles skoraj nikoli ne začutiš. Tudi pri polnem pospeševanju z mesta ne, in ko sem se vozil sem gor na Krvavc po skoraj neprevozni cesti, ja, pogon je bil zelo prepričljiv. Dvomim, da ga boste sami sploh kdaj takole mučili. Aha, zdaj pa rampa. Sicer pa lahko povem, da se Alltrack pelje skoraj enako kot običajni Passat. Sem šel prav na ena navadna cesta, da to tudi pokažem. Zelo lepo in nadzorovano, z dobrim občutkom na volanu, pa čeprav je vse skupaj malo odtujeno in sterilno. Mislim, zelo fajn se pelje in tudi hiter si lahko z njim, ni pa nič razburljiv. Tole je najmočnejša različica. 2-litrski biturbo dizel premore 176 kW moči, to je 240 konjev. In že v testu prejšnjega smo povedali, da konkretno potegne. Porabi pa dobrih 9 litrov na 100 km. Vseeno po občutku ne deluje tako zmogljivo, sploh če upoštevam še 500 Nm navora. In ta 7-stopenjski robotizirani menjalnik iz Audija skoraj preveč cuka ob speljevanju, med vožnjo pa je super in izjemno hiter. Snegac vam rajši je boljši. Očitno res. Tele luči, let kaj, so me malo motile, v bistvu nasproti vozeče, ker so po noči majčkeno prepozno zasenčijo in so potem stalno živčen, ker mi ostali blendajo. Če jih sami prižigate, delajo pa iz noči dan. Prostora je ogromno, prtljažnik brez težav, pogoltne smuči in težak istako karakter. Pač, tole je najboljši Passat, tako da ne vas ne čuti, če rečemo, da je skoraj perfekten.